In kaj, in pol že kar na sprehodu posnameš? Ja, večino časa, ja. Pač direkt na tistem sprehodu, pač meni možgani čist drugače delajo, ko sem odzum, ko sem na svežem zraku. In ideja pada in pol jo pač vmes, ko hodim, malo razvijam v glavi, predvsem to, kaj je bistvo tega, kar želim povedati, a ne, ker pač ideja je eno stvar, druga stvar je pač bistvo ali pa neko glavno sporočilo, ki ga želim predati. Pa imam pa en kotiček v gozdu in tam se ustavim in ponavadi posnamem in to je to. A pa si bila vedno tako dobra v tej retoriki? A si hodila na kakšna debatne krožke, ne. Mi pa nikoli ni bil problem nastopati. To že od mehkega, ne vem, že od vrtca se spomnim, da če smo imeli predstavo, meni ni bil problem se besedila naučiti, postaviti se gor, pa povedati tiste stvari. Govorne nastope sem imela ful rada, tako, še take predstavitve, take stvari. Mene preseneča, Ne, ampak mi ni mi bil problem, tudi tako, ne vem, se spomnim, ko sem se za zagovor magistrske pripravljala, a ne. Sem šla dopoldne po moje 2x6 in potem sem se pač postavila in pač povedala, a ne. Tako da, ne, to imam srečo, tukaj nikoli nisem rabila se tako neki ful pripravljati. Tako bi en moj friend rekel, to imaš vse ali pa nimaš, veš. Ja, tega priučiti se ne, težko se. Skoraj nemogoče. Mislim, se zavedam, da imam in sem hvaležna, da imam, no je ena boljših lastnosti mojih. Pa veliko časa ti prihrani. Zelo. To pa. Ne, bravo, vsaka čast, res. Dame in gospodje, z mano je Katarina Dežman. Živjo. In midva se bo, ali tale kamera je tvoja? Yes. Tale pač od obeh. Vela. Katarina je povezovalka energijskega in fizičnega sveta. Tako. Tudi sama temu tako praviš, ne, oziroma... Ja, sama, to je v bistvu zelo nov naziv, če tako rečem. Prej sem dojemala, bom rekla, svojo službo ali pa svoje delo, kot bom rekla, mogoče poklic medija, ampak vidim, da je to zdaj že preozek izraz za to, kar delam. In da je v bistvu to, da povezujem energijski pa fizični svet. Da majčkeno več zajame, si mi je pa zdajle po moje glih v enem takem obdobju transformacije, no, ko, a veš, ni več, pa ni še, sem na tisti fazi nekje vmes, ko mogoče tisto, kar sem delala zdajle 6 let, se transformira v neko novo obliko in s tem pa pridejo novi izrazi. Tako da, ne vem, mogoče drugo leto bo prišlo kaj novega ven, kar bo še bolj, ampak ja, v tem trenutku sem pa to. Imaš tudi delovno ime? A kako, nadimek? Ime firme. Ime firme je Katarina Ksara, ampak to je čisto tako. Ime firme jaz v bistvu... Kakšen pomen ta Ksara? Ne, v bistvu samo dodajem tak power zdraven, pa nisem hotela biti samo Katarina Dežman SP. Čisto iskreno. V resnici pa najrajši rečem, da sem Katarina. To je to. Tvoje metode dela so energijske terapije? To je metoda dela, to je ena od metod. Ena od metod, ki se zdaj počasi uveljavlja, ampak ja, energijske transmisije pa kanaliziranje v osnovi. Pa se bo pol tekom debate vsake od teh metod se bo malo dotaknila. Moral pa najprej pride do te točke. Jaz imam rad zmer malo časovnice pa to. Zdaj, kdaj si ti sama pri sebi spoznala ali pa začutila, da imaš to danost, ta dar, ne vem, da si toliko, s tem upravim, pretočna ali pa, ne, da se do temu reče rahločutna, a veš. Rahločutna, jasnočutna, mogoče to. No, kako je to izgledalo? Kdaj se je to začelo? Je to že zelo, zelo zgodaj bilo? Ali se je to zgodilo v večji meri v času tvojih rojstev tvojih otrok? Hčerk, ne, 3. Daj nam malo to približino. Jaz tako rečem, to je moj dar, ki se ga pod mehkega nisem zavedala. Enostavno, pač jaz sem odraščala v zelo krščanskem okolju, kjer sem v bistvu, bom rekla, dobila en tak odnos do presežnega, zaupanje v to, da je nekaj več od nas. Ampak bolj, ko sem odraščala, bolj sem videla, da mi mogoče ta sistem, kako bi jaz mogla to doživljati, ne ustreza, ni moj. Pa so pa v bistvu prišle, moje punce in mene so v bistvu glavna stvar, ki je mene spremenila ali pa me podala na pot k sebi, če tako rečem, so bili prav porodi.
porodi, ki sem jih v bistvu zelo zavestno šla vanje brez protibolečinskih sredstev. In jaz sem v bistvu takrat prvič začutila, kakšen power je v meni. Tako, da v bistvu imam ful večjo moč, kakor sem si mislila, da jo imam, ali pa kakor sem se jo zavedala. In sem v bistvu po drugi hčerki, po rojstvu druge hčerke, sem jaz ful jasno začutila, da če bom šla jaz nazaj v prejšnjo službo, jaz sem pa delala v farmaciji, v laboratoriju, da če bom šla tja, da bom kar umrla. Ampak to tako, pač jaz imam drugače kronično vnetje črevesja. In ko sem bila drugič noseča, so se v bistvu spet začele težave, prej je bila bolezen nekaj časa v remisiji. In takoj, ko sem jaz ostala doma na bolniški, sem bila jaz okej, pač brez terapij, brez vsega. In sem rekla, okej, to se pravi, tukaj v tem okolju nekaj ne štima. In je bil prav tak feeling, če bom šla jaz tja nazaj delat, v bistvu pač za moje zdravje to res ne bo kul. Tako resno ne bo kul, lahko pride do res hudih težav. In sem imela takrat v bistvu to srečo, da smo živeli pri mojih in da je imel pač mož tako dobro plačo, da smo lahko na eni plači bili. In sem jaz pustila službo in nisem imela pojma, kaj bom. So me pa odvedno zanimale, bom rekla, druge vere, angeli, bitja, za katera smo prepričani ali pa nas prepričajo, da ne obstajajo in tako. In pol je v tistem času v bistvu do mene prišla informacija o tečaju kanaliziranja in sem rekla, to bi pa jaz šla, ampak zato, da bom jaz sebi pomagala, ker to je preveč čuden, da bi jaz to delala. To bo tudi pokomentirala. In pa sem v bistvu takrat šla na tečaj v osnovi zase in sem v bistvu samo prebudila svoj dar, samo vzpostavila stik z njim in pa se je to zelo spontano začelo razvijati v to, da je to postala v bistvu moja služba. Koliko let nazaj približno? 6 let. Ja, to zdaj 6 let. In od tiste točke je šlo pol v bistvu naprej. Ne vem, ljudje so me najdeli, jaz sem delala, ugotovila sem, da to, kar delam v tem, da sem dobra, da v tem uživam, da imam nek drug stik, bom rekla, s to nevidno realnostjo, ki mi je bližji, kakor bi imel mogoče prej. In iz tega sem prišla pol v bistvu do te točke, kjer sem tukaj. Tako, zelo po korakih, zelo, bom rekla, še vedno s fokusom ali pa s prioriteto na družini, še vsem, pač jaz imam 3 punce, ki so stare 9, 7 pa 4 in je pač moja, bom rekla, še vedno zelo velika prioriteta biti mama. Tako da v bistvu vse to ratalo bolj iz tega, kako zdaj furati life, da sem lahko prisotna z otroki, da imam neko svobodo, še vsem pa, da imam nekaj, kar delam zase, nekaj, s čimer sem doprinos svetu, pa nekaj, kar pač je konec konca tudi moj finančni prihodek. Tako da, ja. Na svoji spletni strani pišeš, da je tvoja naloga s prenosom jasnosti dati nekomu širšo sliko, ker na to lažje razumeš situacijo v življenju in s tem izhajaš in pač popraviš določene aspekte svojega. Jaz tukaj, kako bi rekla, to ful primerjam s pripravami na porod, ki sem jih jaz doživela. Zato, ker sem pri sebi videla, tako sem jaz razumela tehnično proces poroda, kako teče, kaj se fizično v telesu zgodi, v kateri fazi poroda, sem jaz pol, ko sem dejansko rojevala, ful lažje bila prisotna v trenutku, ker se moji možgani niso ukvarjali s tem, kaj pa zdaj to? Tole se je zgodilo, tole je čuden, ampak takoj, ko sem jaz nekaj zaznala, je bilo tako, tale informacija spada v tole fazo, v redu je, gre naprej. Kako si se pa lahko sploh pripravila? Jaz sem se prav udeležila priprav na porod. Ne, to ni bila ta šola za starše v zdravstvenem domu, ampak ne vem, mene so od nekdaj te stvari ful zanimale in v bistvu že pri ta prvi hčerki sem pač jaz želela imeti dulo, to se pravi porodno spremljevalko. Midva sva takrat živela v Ljubljani, pa sva se roditi na Jesenice, kar je bilo za tiste čase tako blazno čudna stvar, Že malo kontroverzno. Zelo kontroverzno. In sem v bistvu pač brala te knjige, ki mi jih je ona priporočila, pa s to dulo smo se mi v bistvu večkrat dobili, predebatirali stvari, predebatirali želje, možnosti. In ko sem jaz videla, da jaz razumem proces poroda, sem se mu lahko prepustila, pa šla s tem tokom naprej. In se mi zdi, da tukaj kot človek, recimo preko nekih sporočil, ki jih predajo duhovni zavezniki, dobi
širšo sliko ali pa razumevanje, zakaj se mu nekaj v življenju dogaja, kaj je tisto učenje od zadaj, kaj je tisto, kar more presežiti, kaj je tisto, kjer more mogoče bolj jasne meje postaviti, pol pač možgani ful lažje iščejo rešitve pa delajo korake v tej fizični realnosti, ker pač, ja, vsi vemo, v teoriji je ful dobro vedeti stvari, sam dejansko narediti jih je pa druga stvar. Je pa čist druga stvar. Ampak moraš imeti pa osnovno razumevanje, ker si pol se bolj varno v teh korakih naprej čutiš. In kako se dogaja to pri tebi? Na kakšen način prideš do teh informacij? Kdo komunicira s tabo oziroma s kom ti komuniciraš? V bistvu jaz... Ali lahko to sploh zaobjameš v besede, ker to gre za stvar izven fizičnega sveta, ja. Ker je dostikrat težko pojasniti ali pa objasniti. Ne, pa lahko, ja. Super. Tako je, jaz stvari razumem tako, da ima v bistvu vsak od nas svojo osebno ekipo duhovnih zaveznikov. Pač to niso samo angeli, so še druge, so recimo živali moči, tako je ful en širok aspekt, bom rekla, podpore in jaz jih v bistvu tudi doživljam niti ne način, da so ločeni od nas, ampak da so veš tako skozi tlele malo z nami. Pa ne vem, jaz, ko gremo v avto, jih malo pokličem zdraven za srečno pot, pa tako, jaz se z njimi kar dosti sodelujem, tako v real life, no. Ampak ko pa recimo v bistvu pač delam za človeka, ki je pri meni, ali pa tudi zase, pa v bistvu se znam energijsko, bom rekla, sebe toliko pomakniti na stran, ali pa svoj ego pomakniti na stran, da v bistvu pač ustvaram prostor za povezavo z njimi, da v bistvu pol njihova energija skozi mene steče in v bistvu na ta način lahko komuniciraš s človekom na drugi strani. To je v bistvu vloga medija, ne? Ja. To je vloga medija. Da v bistvu pač sebe daš na stran in spustiš to energijo čez, pa ali gre za besede, ali gre za energijo, tukaj imamo pa ful različne izraze, Tudi tukaj je mogoče ena taka stvar, da pač, ko ti rečeš medij, si zdaj zelo velikrat ljudje predstavljajo, ok, to je nekdo, ti boš šel in boš dobil sporočila, to je nekdo, ki govori, in zato jaz sebi ne maram reči medij, ker je širše kot to, so ljudje, ki so krasni mediji, pa delajo bavnove terapije, kraniosakralne terapije, se dotaknejo človeka in ko se dotaknejo, dobijo tisto informacijo, premakni roko sem, daj tisto tja, in se mi zdi, da se včasih preveč tako samo v en koš daje to, zato si ne maram več mogoče to reči. Mediji, ampak v osnovi pa ja, prenašam informacije s tem, da umaknem svoj ego, pa pustim zaveznikom prosto pot naprej. Če bi rekla sama sebi medij, misliš, da bi se pol kar malo zaprla pred kakšnimi drugimi možnostmi komunikacije ali pa čutenja? Omejila, ne da bi sama sebi to omejila, to ne, ampak omejila bi to v bistvu, kaj je sploh človeku dam ali pa kaj on pričakuje mogoče. To. Ja. Dogodki in programi na tvoji spletni strani. Ja, mem tega nisem mogel iti. Iskra spremembe, daj mi to malo razloži. Iskra spremembe je pa v bistvu program. Ker je precej aktualno, pred vrati je v bistvu december, zadnji mesec v letu, ko ljudje že malo planiramo, za naprej. Pa delamo zaključke letošnjega leta, tako da je dosti na mestu, da je to malo več. Ja, Iskra spremembe je pa v bistvu program, ki je nastal zelo spontano. Jaz sem zdaj zadnja leta vedno delala neko refleksijo leta, pa postavljala vizijo za naprej, po enem drugem sistemu, sem si pa letos zaželela stvari malo drugačno narediti, predvsem na način, da mi ne bi vzeli toliko časa. In gre v bistvu za program, kjer bomo na 2 spletnih delavnicah šli naprej na prvi spletni delavnici konec decembra, čez v bistvu refleksijo leta. Jaz tukaj se mi zdi v bistvu 2 zelo pomembna koraka, tako sem se že prej pogovarjala. Prva stvar je v bistvu iti umsko, čez analizo, Se mi zdi, da včasih v teh duhovnih sferah se zelo pozablja na to, koliko pomembno vlogo ima v resnici naš in naš racio, Ker dokler ti ne bo spustil čez, ti ne boš čutil stvari, dokler ne bo razumel določenih stvari, boš ti ful težje v bistvu imel nek stik z duhovnim. In zato recimo tle prvi korak narediš čist racionalno analizo leta. Tukaj pač bom jaz udeležencem poslala vnaprej nek PDF z nekimi bistvenimi vprašanji, da se bistvene stvari pregledajo. In potem v bistvu bomo imeli pa na koncu energijsko transmisijo, to je pa v bistvu metoda energijskega zdravljenja,
ki navzven izgleda kot meditacija, ampak v resnici gre pa globje. Je pa tako, če si predstavljaš, da je recimo okrog tebe tako energijsko polje kot ena mreža, imaš ti gor, ne vem, vozličke, ne? In pol je, ne vem, en vozliček si je partnerski odnos, drug vozliček so odnosi z otroci, pa so vmes kakšni prepiri, pa biznis pa tako, In v bistvu skozi energijsko transmisijo se pa tiste stvari ali pa tisti vozlički, ki so malo preveč zategnjeni, razrahljajo, ali pa tiste stvari, ki ne služijo več, odpadajo, da ti v bistvu pač v tem svojem prostoru sebe lahko drugače čutiš in iz tega delaš naprej. In tukaj bomo v bistvu decembra tako energijsko malo zaprli, leto 2024, zato da tisto, kar je bilo letos, ki je bilo tako kar hardcore leto, no, da ostane tukaj, tisto, kar nas je pa transformiralo, pa da nas pelje z novo močjo naprej. Zdaj pa mogoče ena specifika tega programa je, da ne bomo šli pa takoj v postavljanje vizije za naprej, da to bo v bistvu šele konec januarja. Zakaj sem se tako odločila? Ja. Vodiš. Ja, postopoma. Ena delavnica. Kot da ni zaletavanja. Točno to. Ja. Ena delavnica bo namenjena izključno samo refleksiji. Pa ni vse takoj danes. Ne. Ne. In druga bo pol naprej. Zdaj ljudje to hočemo. Ta moment. To. Ja. Zakaj rabim imeti jaz en mesec vmes? Zato, ker ko jaz spustim leto 24, ko dojamem, kva se je meni vse zgodilo, jaz rabim en mesec, da pogruntam, kdo sem po tem enem letu. Da pogruntam, kaj meni paše. Ker mogoče nekaj, kar je meni lansko leto ful pasal, mi letos ne več. In v resnici nočem iti tako, a veš, na enem avtopilotu naprej, a veš, sej, meni pa ta hrana paše, ali pa te hobiji mi paše, ampak da imam tis mesec to vmes, da v bistvu sem sam prisotna in rečem, ok, sprehodi, mogoče bi začela laufati nazaj, mogoče, a veš, tako, da si dam ta cajt, da ugotovim, kje sploh stoji moja energija, da se malo usedem vase in da pol na tej bazi, ko mečkam poznam sebe, lahko postavljam vizijo za naprej. Ker v bistvu en mesec proti 12 ni nič, če to predstavlja zdrav temelj, ker se ti vizija čist drugače oblikuje, kot če ti rečeš, danes imamo refleksijo, jutri imamo vizijo. Tako, vmes se toliko zgodi energijsko, da telo ne sprocesira. Ja. Wow. Ja. Dajva še tole malo pogledati, tole me zanima. Yes. Kdaj si, da mečkam se vrneva v bistvu nazaj, no? Kdaj si začela navzven, ne vem, oznanjati, razglašati ali pa se pogovarjati o tem, pač, da se nekaj dogaja v tebi, da imaš eno sorte danosti, ki je mogoče v družbi te čase pač sprejeti tako, kot je. A veš, kako je to izgledalo, ne? Kako si kle premagala, kle si imela verjetno mrsker dvom, pa strah v sebi, zdaj kako to približati še svojemu krogu ljudi, pa še seveda širšemu krogu. Ne? Ja. Tle bom rekla, da v bistvu meni je bilo v tem ful lažje govoriti širšemu krogu ljudi. Aha, ja. Okay, v bistvu tako je. Prva stvar je definitivno moj mož, ki je pač tak podpornik vseh mojih čudnih zadev, čeprav jih ne razumem mogoče s prve, ali pa se mu zdijo čudne. Ne, res, pač on je pač tista res glavna opora. In ko sem jaz rekla, da bi šla na tečaj kanaliziranja, je bil on tako, kaj je to? Ampak je rekel, ok, če bo tebi to pomagal, pač pejt. In pol je šel res s tokom in tako malo z distance gledal, pa pogrunto, da v bistvu to mogoče ni tako slabo. In v bistvu pač je zdaj to način življenja. Čistko. Ampak tukaj bom rekla mogoče tako, ena stvar je, da se midva res najin odnos ful temelji na pogovorih in on se ne drži nazaj včasih pri provokativnih vprašanjih, kar je meni všeč. Zato, ker na ta način si jaz razpucam, kje sem. Mi postavi kakšno vprašanje. Double check je, točno to. Mi postavi kakšno vprašanje, ki si ga imam jaz v mislih, pa si ne upam čisto v resnici nanga odgovoriti včasih. A veš v smislu, pa je to res to? A to si jaz zdaj sam zmišljujem? A veš, ne? Tako, in se mi fulkrat v bistvu prek debat z njim postavijo stvari ful na svoje mesto. Tako da tle je v bistvu on tista res glavna stvar in on je pač prvi, ki ve za vsako novo čudno stvar, ki pride. Pol pa v bistvu je bilo čistko, da dejansko je prišla točka, ko sem jaz mogla začeti služiti svoj denar in sem pač odprla SP in je bilo treba narediti spletno stran in se pač malo dati v svet. Na tisti točki je bilo pa pol treba v bistvu povedati tudi bližnjim, najtežje mi je bilo povedati v bistvu primarni družini, staršem.
to ful ni bilo lahko, ampak smo zdaj čez leta se navadili na to, da imam jaz pač malo čudno službo, pogruntali so, da nam očitno ta način življenja paše in sem zelo hvaležna, da to spoštujejo. Ja. To. In s tem, da jaz spoštujem pač njihove izbire, njihov način življenja in oni mojega. Tako da to. In se mi zdi, da ko sem z njimi prebila let, da v resnici nobenemu drugemu ni bilo težko povedati. No? To. To je zelo pomemben korak. Fulja. Tudi za mogoče kakšnega tam zunaj ali pa kakšno, ne? Ja. Mislim, tako, ja, veš, jaz to tega nisem mogla delati na skrivaj, mi smo takrat živeli v isti hiši, a veš, in to ni tako, da pač pol, a ne, kaj pa ti pač vidijo, treba spucati. A z doma ali ni z doma, kakorkoli, ne, ker če ti živiš stran, pač lahko izkriješ, čisto iskreno, a ne. Ampak ne, je zelo, se mi zdi zelo, bom rekla, en tak zdrav odnos je od tiste točke naprej tudi z nami začel vzpostavljati, ker pač ja, mogoče so bile njihove želje za moje življenje drugačne. Težko so sprejeli to, da sem pustila službo v farmaciji, a ne. Ampak zdaj, ko se pogovarjamo zdaj nazaj, je pa tako, sej se mi takrat zdel čuden, ampak vidim, da si prav naredila zase. Še vedno te najraj vidijo kakšno, veselo, zadovoljno. To je predvsem, ne, ostalim. Predvsem to, pa se mi zdi, da kar je glavna stvar, je to, da vidijo, da so moje hčerke okej. Da ko vidijo, da so vnukinje okej, da pač so rade doma, da rade pridejo tja na obisk, ker zdaj smo že na svojem, da pač, ko vse to funkcionira, pač, ja, imamo drugačen način življenja, ampak tamale so okej, ne. In to je tisto, se mi zdi, kar šteje. Ti pa tudi vedno več izkušenj pridobivaš iz področja svojega dela, ne? Absolutno, ja. Ker 2000 kanaliziran spet ni toliko malo, ne? Ne. 2000 plus, se mi zdi, da sem res navzdolj zaokrožila za vsak slučaj. Za vsak slučaj, ja. Kako pa izgleda tvoj proces dela? Kakšen je tvoj pristop? A variira od stranke do stranke, pa verjetno želja stranke, ali imaš vedno en način pač? To je pa zdaj transformacija, kjer sva. Tako bom rekla, moj trenuten pristop, ti bom njega opisala, pa ti bom povedala, kaj je dobro pri tem pristopu, pa kaj ni dobro pri tem pristopu. Moj trenuten pristop je ta, da v bistvu pač lahko stranka izbere delo nadaljavo. Zelo veliko je tega, da mi v bistvu ljudje pošljajo neko vprašanje, neki izziv, s katerim se soočajo, z neki spod vprašanji, ponavadi je to neka zelo konkretna stvar, ali gre za zdravje, ali gre za kakšnega od otrok, ali gre za kakšno kariero, odločitve glede selitve, take stvari, pač ena področje, ki je aktualno, namejali in jaz v bistvu potem doma v svojem ritmu se povežem z zahodnimi zavezniki, posnamem posnetek in pač pošljem nazaj. S tem, da so zdaj vse moje storitve zastavljene tako, da je v bistvu pač najprej kanaliziranje, to se pravi informacije, ki jih ljudje dobijo, in na koncu v bistvu še kratka energijska transmisija, to se pravi zdravljenje, zato da človek lažje to integrira v svoje življenje. Energijska terapija pa transmisija? Ni isto. Ni isto. Ne, tako, ni isto. Potem je druga stvar, ki je pa trenutno aktualna, je pa to, da se midva srečava v živo ali pa prek Zooma in imamo v bistvu 1 uro kanaliziranja, to se pravi 1 uro jasnosti, tam je pa prostor za več področji življenja. Tam pa ponavadi se lahko predela od odnosov do financ, do zdravja, take stvari, ker je pač več časa in na koncu je še vedno ena 15-minutna energijska transmisija. Zdaj, energijska terapija je pa stvar, ki pa prihaja. Sem mislila, da bo zdaj že decembra, sami po moje ne bo znesel, no, bo pa po moje pol z januarjem. Pa opažam, da v bistvu zelo velikrat pri teh enournih srečanjih v kanaliziranju ti lahko dobiš res zelo veliko informacij. In jih je težko dati v življenje ali pa v prakso, če nimaš že enih zdravih temeljev. Tako, lahko dobiš vse te informacije in so ful dobre, ampak če ti tega ne boš dal v prakso, pač efekta ne bo. In energijske terapije bodo pa namenjene temu, da v bistvu se midva lahko srečava v živo ali pa pač prek Zooma, ampak delava na eni tematiki. In greva v tisti tematiki, ne da ti jaz sam pošljem posnetek, ampak na tistem, kar je aktualno, ker itak se ponavadi izkaže, da tebi se lahko imaš izziv v odnosu, imaš izziv v financah, imaš izziv v zdravju, ampak pač je ena točka, tista, kjer boš začel in se bo vse ostalo začelo odvijati. Tukaj pa recimo, bom rekla, pri mojem trenutnem delu sem opazila, da je včasih preveč besed in ljudje ne znajo tega dati v prakso,
Zato je zdaj moj cilj, recimo v naslednjem letu, da se začnemo usmerjati k temu, da v bistvu je glavnina na tem, da delamo na enem glavnem izzivu, ki je v življenju, ker ko se tam premaknejo stvari, se bo ful lažje premaknilo vse ostalo. Ja. Kako pa pridejo do tebe te uvidi, na kakšen način pride informacija do tebe? Jaz vem. Pri meni je tako, jaz v bistvu pač, ko se povežem, ko grem čez ta proces povezovanja, najprej energijsko zaznam, začutim, da sem pač povezana, da je ta stik vzpostavljen, in v bistvu takrat pol začnejo informacije teči. In to ni tako, veš, da bi jaz slišala informacijo, pa jo ponovila, ampak v bistvu tako, kot da bi jaz sebe spraznila in bi ta moj, ne vem, če si predstavlja že telo cev, preklopila to cev na uno energijo in bi tista voda začela čez teči, tista zavest. In v bistvu jaz, ko kanaliziram, ko govorim, v bistvu slišim, kaj govorim, ni tako, da bi razmišljala o tem, kaj bom povedala, ampak samo teče in pa včasih, če kaj na kakšen neprimeren način povejo, sem tako, da niste mogli tega malo drugače. Ampak se vedno izkaže, da pač povejo tako, kot je človek rabor slišati. Pa ti misliš, da imamo vsi ljudje ta dar? Ja, jaz mislim, da ga imamo pa izraženega na zelo različne načine. Ja. Pač jaz bom rekla tako, sem imela to srečo, da me v tistem obdobju najdu tečaj, ki je spodbujal točno tisto, kar je moj naravni izraz. Da sem se povezala s tem, to se pravi, da lahko se dobro artikuliram in prek besed čez pustim stvari. Ta pravi učitelj je prišel v pravem času. Tako. Ni pa ta učitelj za vse. Zato, ker nekdo drug, tako kot sem rekla prej, se mi zdi, da zelo veliko terapevtov, ki delajo zavestno, ki delajo prisotno, dotaknejo človeka, pa tam dobivajo informacije, da pri njih pač to drugače teče, ali pa eni so zelo vizualni, pač, lahko se peljejo po avtocesti, pa sam na vseh jumbo plakatih po ena beseda ven skoči, pa imajo message. Tako da, jaz mislim, da vsi smo povezani s svojimi duhovnimi zavezniki, imamo pa unikatne načine, kako to doživljamo in da ni tukaj enega recepta za vse. V vsakem primeru je pa treba verjetno, vsaj tako si jaz domišljam, skrbeti za svojo pretočnost. Absolutno, ja. Ali lahko še te malo povejo? Absolutno, ja. Kaj je sploh pretočnost, pa kakšen pomen ima? Pri teh Pretočnost, zaznavah, oziroma pri tej komunikaciji z neotipljivim, če tako rečem. Ja, jaz bi pretočnost opisala v bistvu kot, mogoče bolj kot zmožnost čutenja pa doživljanja. In ni samo stvar, ki je pomembna za kanaliziranje ali pa za moje delo, ampak se mi zdi stvar, ki je pomembna za življenje. In je v osnovi res ta prisotnost. Jaz recimo, ko sem s človekom, jaz moram biti 100% sfokusirana. Jaz ne moram vmes razmišljati, kaj bom kuhala za kosilo. Pač je res ta prisotnost ključna stvar. In zato, da sem jaz lahko prisotna, pač moram imeti zdravo telo. Moram imeti pretočno telo. Moram delati na mišični masi, zato da se jaz pač lahko postavim, da moj telo zdrži energijo, ki teče čez. Vidim recimo jaz pri sebi, jaz že od majhnega nisem marala mesa, pa nikoli nisem štekala zakaj, pa zdaj vidim, da recimo pač to, da ne jem mesa, dejansko je podpora moji pretočnosti. Vidim pa tudi tukaj, da ni enega, bom rekla, unikatnega recepta za vse, kar je absolutno, ne vem, beli sladkor zelo ovira pretočnost, potem vse te, ne vem, predelana hrana, pač temu se jaz, bom rekla, tako izogibam, ampak še vedno me boš videl kdaj kje na kakšni tortici, Nočem, da to omejuje moje življenje, vem pa, kaj je tisto, kar rabim delati. Pa predvsem pri meni je gibanje. To, da recimo gre energija v telesu fizično v pogon, ko je telo v pretoku, ko sem jaz na sprehodu, ko se jaz gibam, pa lahko je to joga, lahko je to qigong, lahko je karkoli drugega, takrat bo pač tudi ta energija zaveznikov lahko tekla skozi mene. Če pa moje telo zakrčeno ali pa če moje telo v bolečini, takrat pa v bistvu ne gre. Lahko rečejo, recimo, teku, jaz veliko tečem, lahko rečejo, da je to neke vrste polenergijska terapija. Ja, Je, ne? absolutno. Ja.
Mislim, da recimo moj mož je tak, da on tudi ful teče in pač za njega je v bistvu tek duhovna praksa. On se usedel pa šel meditirati doma recimo, ali pa zelo, zelo redko, a ne, bo pač vstal pa šel teč. Mislim, kar je razumljivo, glede na to, da ima 4 ženske doma. Najmanj, kar mora narediti zase. Zelo smiselno. Mal heca, ampak ne. Absolutno. So pa povsod tukaj tudi ekstremi pol, a ne. A veš, ali je tek beg, a ne. Kot je meditacija lahko beg, ali je pa tista, bom rekla, ena zrela in zdrava skrb zase. Ampak je absolutno tek ali pa neko gibanje lahko duhovna praksa in mislim, se ti verjetno dogaja, ne? Kad ti tečeš pa dobiš to idejo, uno idejo, tretjo idejo. Večina idej prek teka. Točno to. Že skozi. Točno to. In to je povezava. Že leta in leta. In to je tvoja pretočnost. Ja. Kaj pa ti rab stranka, ali pa človek, da tebi pride povedati, kakšne informacije ti rabiš, da lahko mu pomagaš, da lahko vzpostaviš stik, oziroma da dobiš te prave informacije za njega? V bistvu nobenih. Ne. Jaz tudi takole zdajle, ko delam nadaljavo, je meni recimo dovolj, da pač imam ime pa priimek, a ne. Ne rabim jaz da vedeti tvoje zgodovine, česarkoli, včasih ljudje radi to povejo, ker imajo občutek pol, da so slišani. Je pa tukaj, bom rekla, tako mogoče ena predstava ljudi, a ne, da ne vem, ko se jaz povežem, da njegovi duhovni zavezniki, da jaz takrat pol kar vse vem, a ne, v smislu, da imam jaz pol dostop do vsega in to ni res, ne. Jaz, ko se povežem, pač kot človek postavi vprašanje ali pa, a ne, samo tiste informacije tečejo dol. In če ti meni ne boš povedal, da imaš ti brata ali pa, ne vem, da imaš starše pa tako, pač jaz tega ne bom vedla, če to ne bo pomembno, a pač to ne bo informacija, ki bo v povezavi z nečim dol prišla, ne, tako da ni tega, da se jaz povežem, pa kar vse vem o tebi, a ne, ampak je tako, da v resnici pač tisto, kar je pomembno pride, tukaj pa pol tisto, a ne, da jaz temu zaupam, da spustim čez, tukaj pa pol pridejo na plan te izkušnje, a ne, ki pomagajo zaupati, pa reči, okej. Pa ti vse pol naprej poveš, vse informacije, ki jih dobiš? Ja. Ja? Ja. To je pa pač, bom rekla, neka integriteta, je pa res, da se tudi to naprej vedno zmenam zavezniki, a ne, ker še vedno sem tudi jaz tista, ki dam sebe na razpolago, zato da oni lahko prek mene komunicirajo, a ne, se pač jaz vedno tudi z njimi zmenam, na kakšen način želim, da predajo informacije in pač je to, bom rekla, en tako vzajemen odnos spoštovanja, a ne. Tudi včasih, a veš, se s kom pogovarjaš, pa reče, veš, pa me pa zbudijo ob 3 ponoči in pol jaz tam pišem in nekaj, jaz sem se z njimi že zdavnaj zmenila. Jaz imam 3 majhne otroke, jaz pač moram spati, če hočem funkcionirati in če hočem pač ob 10 imeti človeka, ki pride k meni, pa biti tam sfokusirana pa prisotna, a ne. A se lahko zmenimo, da jaz po noč spim, a ne, če kaj drugega tazga, da mi na druge načine sporočite, da je nekaj ful pomembnega, a ne, in zame to funkcionira. Kaj pa, če so te informacije preveč radikalne za nekoga? Da ga čisti iz svojega centra vrže? Ne, vsaj tako, jaz se vedno zmenam z njimi, da človek dobi to, kar rab in na način kot rab. A ne? In to pomeni, da bo človek kdaj slišal nekaj, kar mu ni všeč, ampak zaupamo to, da ima kapaciteto v tistem trenutku to slišati. A ne? Zato, ker pač so stvari, ne vem, a ne, ljudje, ki so redne stranke, pa jih povejo, ne vem, angeli čez 2-3 leta na srečanju, a ne, pa človek vpraša, zakaj mi to niste povedali takrat, a ne, nisi bil pripravljen tega slišati, a ne, tako da tukaj pa ful zaupam, da pač tudi, če nekdo, da ga nekaj vrže iz centra ven, je namenjeno, da ga vrže iz centra ven, ker je mogoče toliko v neki svoji špuri noter, da rab, da ga nekaj pretrese, zato da v bistvu pač zna mečkan širšo sliko videti, ne. Koliko časa pa po izkušnjah traja en preporod? Mislim, preporod, lahko je tudi, ne vem, da en aspekt svojega življenja nekdo očitno spremeni na bolj, ne. Ne bom rekel, da je komplet življenje, cel lifestyle se obrne na glavo, ali pa tako res eno področje, a veš, da začne konkretno, da se pokažejo neki rezultati vidni, a ne. Jaz bi tako rekla, če si človek to res želi in je predan temu, da vsak dan eno majhno stvar v to smer naredi, imaš ti lahko po 2-3 mesecih
že rezultate, ampak predvsem v smislu tega, da se bo človek v neki situaciji čist drugače postavil, čist drugače počutil in iz tega bo prišlo to, da se bo življenje začelo spreminjati. So pa ljudje, ki pridejo, čist iskreno, in pač po pol leta, leto nič ne naredijo s tem, kar so slišali, ti pa v tem primeru pa ti pač lahko prideš na kanaliziranje, ampak se v resnici ne bo nič spremenil, če ti ne boš nekaj s tem naredil. Tukaj se mi zdi pa pol tudi ta odgovornost nas vseh, v resnici, kamorkoli gremo. Ali je to neka terapija, ali je to masaža, ali je to karkoli, zavedati se pač, do katere mere je odgovornost človeka, ki nam nekaj da, in od katere točke naprej je naša odgovornost. Saj jaz lahko grem, ne vem, vsak teden na masažo, Sam, če bom vmes, ne bom skrbela za svoje telo, ne bom dosti spala, bom jela sam junk food, pač tudi tista masaža enkrat na teden bo neka hipna rešitev, Da mi izpostavi, ne vem, 2-3 dobre plati svojega dela, pa ne 2-3 slabe plati, oziroma plati, ki bi skoraj boljš bilo, če jih ne bi bilo, ampak brez njih tudi ne gre, se vemo, yin-yang varianta. Prva plat je definitivno, da pač je to delo spremenilo način, kako jaz živim življenje. Kako jaz dojemam življenje, moj odnos do življenja in v bistvu do sodelovanja z življenjem, s prosto silo življenja, če tako rečem. Ful bolj je vzpostavljen ta odnos zaupanja, pa hkrati te zdrave odgovornosti, da jaz ne čakam, da bodo stvari samo preletele, ampak to, da pač so trenutki, ko moram jaz se aktivirati, pa brcati, pa delati v neko smer, pa so trenutki, ko pač se moram malo nazaj umakniti, pa reči, ok, tlele pa čas za počitek in ful lažje prepoznavam, kje sem, Druga stvar je definitivno to, da sem zelo človek, ki sem že od majhnega vedela, da želim delati z ljudmi. Sicer sem šla pol študirati čist kontra, ampak tudi to sem bila ful časa prepričana, da sem šla narobe študirati, pa sem pogruntala, da ne, ker je moj rabo razumeti stvari, zato ker zdaj tudi lažje delam to, kar delam, ker razumem stvari, kako energija teče čez telo. In to, da v bistvu imam stik z ljudmi, da njim lahko pomagam, je absolutno ena od stvari, ki je tukaj zelo, zelo dragocena. Se mi zdi, da pač brez stika z ljudmi ne bi upravljala svojega poslanstva. Tako. In tretja stvar, definitivno to, da mi to delo zdajle čisto omogoča biti časovno bolj svobodna, da sem lahko bolj fleksibilna, kar se tiče otrok, da v bistvu pač mož tisti, ki ima, bom rekla, neko redno službo, ali pa tako bolj nek fiksen urnik, ki sem pa tista, ki sem polmečkam bolj fleksibilna, ker še vseeno pač je družina moja prioriteta in da lahko v bistvu tudi moje otroke s tem, v bistvu nekako Tudi zagotavlja eno pomirjenost, ne? Eno pomirjenost, pa predvsem, veš, ful mi je zanimivo, ne to pomirjenost v smislu, vse bo perfekt, ampak to pomirjenost pač vem, da one imajo svoje izzive. In kar jaz zdaj lažje prepoznavam, je to, ok, tole je stvar, kjer moram pustiti na mir, to je stvar, ki je njeno učenje, to je stvar, kjer mora ona zrast, pa je samo stvariti varno okolje, da bo to lahko naredila, In drugič, ok, tlele pa treba poseči to mest, pa mečkan vodstva dati, pa mečkan pogledati, kva se dogaja. Zregulirati, Ja, in pač, ker jaz toliko s tem delam v službi, v bistvu doma niti ne rabim jaz politi kanalizirati, ker v bistvu v situacijah lažje prepoznavam, To, kar je pa minus je pa to, da je to čudna služba, da ni enostavno ne govoriti. Da je to čudno, to predpono čudno malo razložiti. Meni je drugače všeč, ta predpona čudna. Jaz sem rada čudna. Ni pa enostavno biti vedno čudna. Jaz bom tako rekla. Vsi smo malo čudni in bolj bi mogli biti ponosni na to, kaj so naše unikatnosti. Se pravi, bi mogli večkrat svojo čudnost na plano pripeljati. Absolutno. Ja. To ti kar zelo zagovarjaš, ne? Ja. Temu se reče avtentičnost. Avtentičnost. Tako doskrat omenjaš, ne? Ja. Zato, ker v bistvu pač lahko se vprašaš, a bom živel življenje po pričakovanjih nekoga drugega, ali bom pa živel tako, da bom jaz srečen, S tem, da treba je vedeti, Tudi, ko boš ti pričakovanjem nekoga drugega ugodil, vedno bo nekdo, komu to ne bo všeč. Ti nikoli ne boš mogel v resnici vseh pričakovanj okrog sebe. Vedno bo nekdo, komu nekaj ne bo všeč, Zdaj pa lahko si v tem nesrečen, lahko pa slediš sebi,
In jaz zase rada rečem, da sprejemam malo čudne odločitve ali pa malo drzne odločitve, ampak v nekem trenutku čutim, da so prave in kar mene tle tolaž je to, da pač jaz v resnici lahko kadarkoli odločitev spremenim. A veš, se mi zdi, da smo ljudje tudi preveč zataknjeni v to, da... Preveč načelni. Preveč... Ja, ali pa... Tako sem rekel, tako bom skozi. Tako sem rekel, tako bom, ali pa pač, zdaj sem se odločil, da pač bom to naredil in zdaj se moram tega držati. V resnici ni res. A veš, mislim, ti lahko pač kadarkoli, ne vem, pač, ko imaš otroke, jih imaš. To je taka odločitev, ki je res ne moreš spremeniti, če si zavesten starš. Ampak vse ostalo, ja pa pismo, da se da. Ti se lahko kadarkoli preseliš. Ti lahko kadarkoli začneš drugačno hrano jesti. Ti lahko kadarkoli otroke izpišeš iz šole. Delati v tej smeri, da to enkrat narediš. Ne? Točno to. Korak po korak. Točno to, korak po korak. Korak po korak. Ne, absolutno korak po korak, ampak šla sem zdaj v ekstrem prost tem namenom, da odločitve niso tako deterministične, kakor si mi mislimo, da so. A veš, in tukaj se mi zdi pa, da pol pride en tak prostor, ker si pa tako, se v bistvu lahko sprejemam to odločitev, vem, da temu ne všeč, vem, da temu ne všeč, sam vem, da tudi, če bi se odločila to pa to, mu ne bi bilo všeč. Zakaj pa, ne? Pa še vsem bi rekla, z eno tako zdravo mero tega spoštovanja ostalih, ali pa vsaj teh bližnjih, ali pa vsaj, da svoje odločitve na primeren način skomuniciraš, da nisi destruktiven v tem, ampak da si spoštljiv do odločitev drugih, tudi če niso take kot tvoje, pa hkrati v bistvu do sebe, s tem, da sprejmeš odločitve, v katere ti verjameš, da so v tem trenutku najboljše zate. Kater tip dvoma ali pa strahu je po tvojem mnenju tisti poglaviten, ki nas ovira pri tem, da bi bili avtentični, da bi izražali svojo resnico, da bi po mojem strah pred sprejetostjo. To, kar sva likar omenila. Ja, pa mogoče strah pred tem, da se ti zrušijo odnosi. Jaz pač vedno bolj opažam, da odnosi so res tisti temelj v življenju. Pač na vseh nivojih. Lahko je to partnerski, prijateljski odnos, primarno družino, odnosi, ki jih imaš do učiteljcev v šoli, pač vse. In tukaj, ko ti začneš delati po svoje, tebi se krog ljudi zamenja. Tako je, Jaz se ful spomnim, jaz sem pač pri drugi hčerki si ful želela imeti blessing way, ko sem bila noseča. To je obred blagoslova za mamo in za otroka. Kot v bistvu pač nek tak obred blagoslova za porod. In meni je bilo to grozen, ker jaz takrat v bistvu sem se spomnila ene prijateljice, ki bi jo lahko povabila, recimo. Ker v bistvu sem že bila v tej transformaciji, in je ful ljudi, ki v bistvu ni to resoniralo z mano, odpadalo, novih pa še ni bilo. In pa itak do tistega obreda ni prišlo, ker je šlo vse na glavo, ampak ko sem imela jaz pol pri tretji ta obred, jaz sem imela 10 krasnih žensk, ki so sedele v prostoru z mano. In pustiti si v bistvu tukaj na ta račun, da mogoče kakšni odnosi, ki so, bom rekla, dosegali svoje v življenju, dali tisto, kar so imeli zadati, da se lahko razidejo in ustvariti prostor za tiste odnose, ki v bistvu pridejo na novo. Jaz pa vse posebno to opažam predvsem na nivoju prijateljstev. Mož je stalnica in ostaja stalnica, ampak je pa res, da tudi midva skozi delava na odnosu, ker se tudi najin odnos skozi transformira in pač morava delati, če nočva, da v bistvu ta odnos na neki točki razpade, morava vsak migati, vsak na svoj način zase in pol skupaj. Spuščanje to pomeni v teoriji in pa v praksi. V teoriji je zelo simpel. V praksi je pa malo težje. Ne, o tem dobro govoriš, imaš tudi svoj YouTube kanal, zdaj kakšna je premisa, kako je že podnaslov tega kanala? Možno je več. Možno je več, ena taka serija. Ta video mi je bil zelo všeč, ta o spuščanju stvari, pa kako mi na to gledamo, pa kaj mislimo, da se nam bo svet podaril, če imamo eno stvar. O odnosih sva že govorili, ali pa tudi kakšna druga stvar, recimo, ponovno gre to za navade. Za navade, za v bistvu fulejne stvari. En del nas umrl, ali pa se je mogel soočiti s smrtjo in to nas čist potre, a po drugi strani se s tem ustvari prostor, pa nova priložnost za tisto to pravo.
Ja. A ne, ker če imaš ti pač prostor, ki je že nafilan z enimi stvarmi, jih ti pač ne boš mogel še toliko pa toliko not nafilati, ti moraš najprej ta prostor sprazniti, A veš, vse kam delamo, renoviramo stanovanja, pismo, 30 let staro kuhno imamo že, to je res treba dati ven, a veš, ne, niti več všeč, ne počutiš se več dobro noter, a ne, in daš in renoviraš stanovanje in takrat se tudi v tebi nekaj spremeni, a ne, ampak da bi se pa zavestno usedali pa rekli, lej, kvaj pa v mojih notranjih omarah, ne, kvaj pa v moji duši, kvaj je tisto, kar je dosegal svoje, kar je imel svoj namen, a ne, eno obdobje mojega življenja, ampak zdaj pa res lahko gre, zato se naredi prostor za tiste sveže omare, za tisto novo kuhno, a ne, to. Kaj je tista ena stvar pol, ki bi se jo človek lahko v štartu oprijel, oziroma tak človek, ki ima resen namen narediti en duševen napredek, ali pa deva reči osebnosten napredek, a ne? Da, ne vem, se hoče rešiti na eni točki svoje stare verzije, pa res malo bolj polno zaživeti. A je to ena od stvari, oziroma katere stvari bi ti izpostavila? Eno ali pa dve, recimo. Definitivno to, Pri čem naj začne? Pri čem naj začne? Pri majhnih stvareh. Pri majhnih stvareh. Pri tem, da v bistvu mogoče samo vsak dan eno stvar, za katero ve, da mu škod, začne počasi spuščati in upoljevati eno stvar, za katero si želi, da bi jo počel. In tukaj je mogoče ena taka stvar, da si rečeš, ok, zdaj sem tukaj in verzija, ki si želim biti, je taka. In je lahko zelo racionalno in si ti lahko napišeš, a ne, jaz sem človek, ki gre 2-krat na teden teč, sem človek, ki reagira tako in lahko si ti narediš ful dolg seznam. Pa se pa poglej, ok, danes sem tukaj, ta verzija je tukaj, kaj je danes tisti prvi korak iz tega seznama, ki ga lahko počasi začnem delati, zato da bom prišel do tja, a ne, ker pač med tem je velik razkorak in zdaj se ful rado govori o kvantnih preskokih, a ne, pač to se lahko zgodi, ko si ti naredil, ne vem, že toliko korakov do sem in pa bom te na neki točki izstrelil naprej, zato ker pač imaš zdrave temelje postavljene, a ne. Ampak do tiste točke bi pa ta razkorak prevelik in bi se tvoj sistem uprl, a ne. In da pogledaš, ok, a lahko jaz v bistvu zjutraj samo prva stvar, ki jo naredim, ne primam telefona, ko grem na WC, a ne. Pa to lahko ful majhna stvar, ampak ko boš začel to delati, boš videl, pismo, jaz čisto drugače začnem dan, ker moji možgani ne dobijo takoj milijon informacij v glavo. Kaj, če sem jaz prve pol ure dneva brez telefona? Pojem zajtrk v miru, vsej uro imam tam, vsej vidim, koliko je ura, vsej vem, kdaj moramo doma, a ne, a se lahko preklopam na vse informacije okrog mečkam kasneje, a ne, in zvečer, da recimo greš v tem miru spat. In da s takimi stvarmi začneš in pol za nekoga bo to sprehod, za drugega bo meditacija, za tretjega bo plavanje, ples, branje kakšnih knjig, izobraževanje, terapije, ful imamo različnih načinov, ampak da rečeš, ok, prva stvar je tole, a ne, in tudi, ko ti počasi pol spuščaš stvari, je to ful lažje, a ne. Veš, se tudi pač kača se ne izlevi kar naenkrat, ne. To je proces, a ne, kako se stara koža v bistvu suši, pa lušči, a ne, ampak ko je ready, pa pol jo pusti za sabo, a ne. Ni pa to iz danes na jutri. Predvsem bi tukaj rekla čas, pa eno potrpežljivost s sabo, a ne, pa majhni koraki. Tukaj sem jaz toliko zagovornica tega, pač z majhnimi koraki se da ful narediti, a ne. In pač zame je to, ne vem, jaz sem se sem pripeljala, pa sem imela tišino v avtu. Pač pri 3 mulcih doma, to je skozi kaos, a ne, a imam lahko tišino, ja, lahko jo imam, kje v avtu, a rabam muziko nabijati, ne rabam, če mi kdaj paše, dala si jo bom, a ne, ampak ne rabi to moj default. Kaj najbolj občuduješ pri ljudeh, pa kaj je tista ena stvar, ki jo preziraš, recimo? Dobro vprašanje. Občudujem pri ljudeh, mogoče res prav tiste trenutke, kjer pokažejo to najbolj svojo avtentično plat. Sploh pri ljudeh, ki, bom rekla, tako pogumno sledijo svojim sanjam. Občudujem tiste momente, ko so pripravljeni narediti en korak naprej ali pa ko se pripravljeni nekaj spustiti. Pa kadar znajo to, bom rekla, narediti na en spoštljiv način do ostalih. Mogoče bom rekla, da zelo občudujem ljudi, ki se premikajo naprej v svoji integriteti, bom tako rekla. Ker ti se lahko premikaš naprej, ampak si kot bager, ne. Rušiš vse okrog sebe, lahko se pa premikaš naprej, pa delaš dobro zase v integriteti in spoštovanju do sebe in do ostalih. Tako da to je mogoče tisto, kar pri meni pride do enega občudovanja. Drug nivo občudovanja
so otroci in njihova iskrenost in to, kako se izrazijo in kaj vse opazijo, pač tukaj so pa res, mislim, sem rekla zelo klišejsko, ampak res največji učitelji v smislu tega, da pač se ne držijo nazaj, veš. Jaz sem šla zadnjič od doma in meni čista mala reče, jo, mami, lepo se me, pa želim ti, da ne umreš. Jaz sem tako, thanks, a ne, ampak otrok o teh stvarih razmišlja, a ne. V bistvu je res, a ne, se v bistvu je bilo res cool, da pridem živa dama, ne, se si jaz tudi to želim, a ne, mislim. Ja, si želiš za druge, ne? Tako, to občudujem. Kaj me pa strigira, kaj mi pa ni všeč, je pa nespoštovanje. Ali pa ta predsodek, ko nekdo, ko me pogleda, ali pa ko sliši nekaj o meni, si že kar ustvar sliko o tem, kdo sem jaz, pa v resnici ne da priložnosti, ali da bi se umaknil, pa rekel, to ni zame, sem ne vlagam svoje energije, ali pa da bi rekel, mene pa zanima, kaj se tle dogaja, ali lahko ti poveš iz svoje perspektive stvari, a ne. Tega pa ne maram. A imaš vzornike na svojem področju dela, ali to, kar počneš, čisti sebe počneš in je to tvoja pot? V tem trenutku, bom rekla, imam eno vzornico, ki je zelo pred kratkim prišla v moje življenje, ampak predvsem bom rekla v smislu odnosa do ljudi, s katerimi dela. To. So pa vzorniki, ki sem jih imela, začeli počasi odpadati, ker vidim, da grem bolj svojo špuro, kakor sem si mislila, da jo grem znotraj tega polja. In da je v bistvu tukaj moj največji vzornik, po moje, celo mož. Ker on je pa tako, on zna racionalno malo stvari potegniti na skup, kadar je treba, po drugi strani pa pač pušča ta moj pretok, da teče, pa da vse milijon neumnih ali pa bizarnih idej na kup, a ne, pa reče, ok, tole mama, zdaj pa kva zdaj s tem naredila, a ne. Da mogoče to. Kako pa vidiš ta naš svet čez 10, 20, 30 let ob trenutnem razvoju informacijske tehnologije in tako naprej? Ali se bomo še bolj odtujevali sami od sebe? Ali bomo prišli do točke, ko bomo videli, da to pa res ne moramo več početi, pa bomo šli nazaj k sebi? Koliko je sploh še težko vprašanje. Jaz sem tukaj namenoma optimistična, zato ker si želim lepši svet za svoje otroke in ne moram razmišljati o tem, da bi šel v napačno smer. Ker bi mene to kot mamo zdaj omejili. Kar pa lahko vidim kot nek scenarij, je pa v bistvu, da na krajši rok se bo po mojem bolj ustvaril nek svet dualnosti najprej, kjer bo šlo mogoče en del ljudi predvsej bolj nazaj v stik z naravo in predvsej bolj nazaj v stik s sabo in bom rekla tako v zdravo sodelovanje s tehnologijo, ker verjamem, da je to možno, a ne, ker so stvari, ki so dobre in so stvari, ki nas omejujejo. Tako pač je. In živimo v svetu, kjer funkcioniramo na mailih in pač, kjer pride prav, da imaš Google Mapse in to je del tega sveta, a ne. Ampak na drugi strani pa po moje pač tisti pol, ki bo šel pa preveč noter in si zelo, zelo želim in držim pesti, da bo prva polovica prevladala. Da bo kritična masa na tej strani. Da bo kritična masa na tej strani. To. In sama delam na tem in se mi zdi, da tukaj pač je pa tudi na nas pol. Ena stvar smo mi, druga stvar so pa naši otroci. Mi zdi, da bodo imeli oni še težjo nalogo, kot jo imamo mi, v smislu tega odločanja, kam gre svet, kaj je naš doprinos temu, a ne. In si želim, da bom znala tukaj najti, a veš, tisti balans med tem, kaj so moje vrednote, pa ko bodo one začele malo bolj izražati svoje želje, a ne, tako, njim dati neke zdrave temelje odnosa do sebe, do svojega telesa, do narave, do življenja, da bodo iz tega lahko one na svoje načine pol doprinos svetu naprej, a ne. To. A imaš kakšno knjižno priporočilo? Za najne poslušalce, gledalce ali pa, ne vem, zdajle na misel pade kakšna knjiga, ki je veliko vtis pustila na tebi. Prav razmišljam. Ali pa lahko izbiraš še med tem vprašanjem ali pa tem naslednjim,
kaj je tista ena stvar, ki bi jo rada ta trenutek položila ljudem na dušo? Bom šla na tisto, veš zakaj? Zato, ker sem na to drugo. Na drugo, ok. A veš zakaj? Zato, ker je velike knjig, ki se mi jih je dotaknil. Mogoče ena knjiga, sicer ta je v angleščini, pa treba jo naročiti prek spleta, ampak je Unplugging the Patriarchy, ki v bistvu razlaga o tem, kako je ena ženska, ki ima tudi v bistvu zelo razvite te duhovne moči, prav na energijskem nivoju bila vodena, da je v bistvu odklopila patriarhat iz sistema zemlje. In zdaj smo pač v kaosu te transformacije, da se bodo stvari lahko začele oblikovati. Tako da mogoče ta je taka mal čudna knjiga, ampak dobra knjiga. Ja, dobra, radi imamo čudno. Jaz sem zdaj drugače v tisti fazi, veš, ko se mi ne da priročnikov brati, ko veš, ko imam eno fazo, ko ful berem priročnike. Vem, kako to izgleda, ja. In pa imam fazo, ko sem zdaj na najbolj pocukranih romanih in to je v redu. Tako da zato ni takoj prišla ena stvar. Kaj bi pa položila na srce, bi pa rekla to, mogoče, kakršnokoli odločitev sprejmeš, vedno se bo najdel nekdo, ki mu to ne bo ok. Vedno se bo najdel nekdo, ki to ne bo v skladu z njegovimi pričakovanji o tem, kako bi ti mogel živeti svoje življenje. In daj sprejmi odločitve zase, ampak na en tak spoštljiv način do sebe in do svoje okolice. To. Odlično. In dovolj si biti čuden v tem. Kje te lahko ljudje najdejo? Na moji spletni strani, katarina.dezman.org. Bomo obešli kakšen link. Yes. Drugače imam Facebook, ampak sem zelo slaba na Facebooku, pač tam je tisto, kar mi avtomatsko z Instagrama pošle naprej. Pa Instagram v bistvu, Dezman Katarina. Tam sem najbolj aktivna. Pa na spletni strani v bistvu se lahko naročijo na mailing. Tam pa v bistvu, ko pride nova epizoda serije Možno je več, vam sigurno pošlja mailing, to enkrat na teden, pa včasih še kaj vmes. Ni veliko spamanja, so take praktične vsebine, tako da bi rekla, da je v bistvu to najbolj tista stvar, ki so najbolj aktualne stvari, so na mailing listi. Instagram je pa pol tako, še kakšna stvar za zraven, ampak ja. Odlično. To. Katarina, hvala ti še enkrat za tole debato. Ostani tako svetla točka te družbe še naprej, pa vabljena še kdaj. Ja. V tale mini studio. Ja, hvala tebi za povabilo. Bova naredila en športni pozdrav s tem upravom. Ja. Takole, le. A tako? Ja, takole, le. Takole. Z veseljem še kdaj. Čau, čau. Čau.